desetletja žetonov, kar nekaj let urbane, kmalu pa čip v zenici. Živijo LPP, snemamo študentski video in če nam zristate avtobus, pa mi naredimo malo reklame. A se da kaj dogovoriti? V Slovenijo pride 24% turistov z letalom, 62 z avtom, kakšnih 5 pa z avtobusom. Joj, jaz ga bom pa zamudila. No evo, pa so se mi stroški spet povečali za €20. Kaži gorijo lučke v inflaciji in zadolževanju, meni se zdi, da se motor pregreva. Koliko je vroče, še dobro, da imam vodo s sabo. Če bi na tem busu prodajali pijačo, bi lahko še kaj zaslužili zraven. Me prav zanima, je avtobus najbolj pametno kupiti z bančnim posojilom, s prihranki podjetja na leasing ali ga vzamemo v najem? Jaz bi rekla, da 1 ura vožnje s tem avtobusom državni proračun prinese za približno 11 € trošarine. V tem trenutku se mi zdi ta prevoz kar optimalen, ampak bom prišel pravočasno na faks. Ko bomo po Ljubljani organizirali olimpijske igre, bojo pa avtobusi že sami fura. Jaz upam, da je šofer naspan. Kar 20% prometnih nesreč se zgodi zaradi motenj spanja ali pa utrujenosti. I wonder who manages this bus, because there's so many international students on board. Me prav zanima, koliko od nas na busu bo čez 10 let top menedžerjev. Stanje šoferja brezhibno. Koeficient drsnosti tal 3,4. Možnost poškodbe na avtobusu 1,3. Dodatno zavarovanje na avtobusih kakšne €1 na mesec. Po mojem, da se splača. Poglej, tale bus je precej nov. Kar nekaj emisij prihranimo z izbiro bolj trajnostne oblike mobilnosti. Ja, to je za našo generacijo še posebej pomembno. Just so you know, if we were filming in Indonesia, our thoughts would be completely different. Ja, res je. Vsi študiramo na ekonomski fakulteti.